Ja, hvala lepa, lepo pozdravljeni. Na kratko vam želim predstaviti aktivnosti, katere smo imeli pred skoraj 2 letoma, takrat, ko smo sprejemali zakon o dohodnini. Namreč v zadnjem času se pojavljajo na nek način tudi izgovori ali pa obtožbe, da je prav Ljudska stranka kriva za to, da so sedaj dobili nosilci in tudi lastniki kmetijskih zemljišč po Sloveniji to pavšalno obdavčitev preko katastrskega dohodka. Jaz želim to odločno zavrniti, namreč že iz same koalicijske pogodbe izhaja, da smo si v bistvu takrat kot Ljudska stranka izborili v sami koalicijski pogodbi drugačno rešitev, kot je tukaj zapisano v zakonu. In potem ves čas sprejemanja zakona o dohodnini smo se usklajevali tako v okviru poslanskih skupin, kot ves čas je bila prisotna tudi naša stanovska organizacija, katero vodi gospod Igor Hrovatič, Kmečka zveza, katera nas je tudi strokovno suportirala v tem pogledu. In osnovno izhodišče naše je bilo, da se z sprejetjem zakona o dohodnini ne sme poslabšati dohodkovni položaj kmetij. In da mora biti torej zakon o dohodnini in tudi ostala davčna zakonodaja primerljiva z evropskimi državami, predvsem pa sosednjimi državami, z Italijo in Avstrijo. Namreč ni nobenega razloga, da torej meje sedaj ni več, naši kmetje pa so drugače obdavčeni kot sosedje, torej tako v Italiji kot v Avstriji. Morda potem lahko tudi morda kaj bolj podrobno, kako je to urejeno v sosednjih državah, sicer pa najbrž tako, da ne spremljate in tudi to poznate. In seveda v tem postopku usklajevanja v okviru koalicije smo nekako določene stvari uskladili. Seveda, če povem podatek, da smo vložili 16 amandmajev za drugo obravnavo, potem seveda se nismo mogli vsega dogovoriti. In koalicijski partnerji iz Nove Slovenije so vložili 4 amandmaje, SDS pa enega. In na koncu, v tretji obravnavi, je pa prišel ta famozni člen 154, v katerem je bilo zapisano to, kar tudi sedaj velja, da se bodo subvencije, že sam termin subvencije ni pravilen, ker tu ne gre za nobena subvencija, ampak gre za neposredna plačila, katera so zato v skupni evropski kmetijski politiki, da se pač nadomesti tisti del dohodka med proizvodno in tržno ceno. In torej tisto v tej tretji obravnavi smo potem smo izglasovali ta 154. člen z obljubo Ministrstva za finance, da bo sprejet in da bodo pripravili tudi zakon o katastrskem dohodku, ki bo primerljiv in ki bo kompatibilen z zakonom o dohodnini. In to se po 2 letih ni zgodilo in na to smo tudi večkrat opozarjali. In zakon se je pripravljal že v tisti fazi, torej ko smo sprejemali zakon o dohodnini, že takrat so pripravljali zakon o KD-ju, pa še ga danes ni. Zato odločno seveda te stvari zavračamo. In imamo tudi tukaj, koliko želite, tudi vse obrazložitve, ki smo jih dali v zvezi s tem za 154. člen, kjer smo predlagali, da se črta. Ampak seveda, podprli smo pa zakon za to, ker smo pač dobili obljubo, se smo konec koncev koalicija, da pač bodo to pripravili in se bo zadeva sistemsko uredila. In to se ni zgodilo in seveda zdaj tudi zaradi tega mi ne moremo in ne želimo sprejemati odgovornosti, da smo zato prav mi krivi z 7 glasovi v državnem zboru. Morda toliko, sedaj, da še povem, da bomo seveda podpiramo ustavno presojo in tudi
to, da se zadrži zakon v tem delu, izvajanje zakona v tem delu, ker konec koncev, pogledajte, mislim, to se nam ne zdi logično, ne, da sedaj bodo prišle odločbe za dohodnino za leto 2007, v kateri bodo vsi nosilci, vsi lastniki kmetijskih zemljišč, bo jim prištet ta pavšalni del KD-ja, oziroma ta pavšal subvencij. Pravzaprav pa še za leto 2007 niti subvencije niso bile izplačane. Tu ni nobene logike. Zdaj, kako ali bodo vzeli ta pavšal, ali bodo ga iz leta 2006 preračunavali, ali kako, ne vem. In tudi argument, da se niso uskladili, mogli uskladiti z Ministrstvom za kmetijstvo v 2 letih, tudi najbrž ni takšnih, da bi vzdržal. Toliko o tem, morda še potem na kakšno vprašanje, ampak čist načelno, torej tukaj je seveda naša odgovornost ni tista, ki bi se lahko na nas izgovarjali, da smo mi za to krivi. Hvala lepa. Zdaj pa povabil gospoda Hrovačiča, da mogoče mečkamo osvetli posledice te obstoječe zakonodaje in tako mogoče mečkan izhodišča naprej, ki vidimo možne rešitve na stare situacije. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu in imenu Slovenske kmečke zveze pri Slovenski ljudski stranki. Kot je že v bistvu v svojem delu povedal magister Kramberger, smo poslanska skupina Slovenske ljudske stranke in pa Slovenska kmečka zveza nekako skupaj usklajeno sodelovali pri sprejemanju tega zakona o dohodnini. Res smo pripravili veliko število amandmajev. To število amandmajev je povezano samo na področje, ki ga zakon o dohodnini obravnava samo za področje kmetijstva, ne za ostala področja. Da je bilo to delovanje organizirano tudi znotraj Slovenske ljudske stranke, je pove tudi dejstvo, da je pač bila nekako ustanovljena neka skupina za to davčno zakonodajo, ki je pač celovito sodelovala pri pripravi celotne davčne zakonodaje oziroma poskušala s svojimi predlogi. Dejstvo je, da smo v bistvu v času, ko je Vlada Republike Slovenije poslala zakon o dohodnini v državni zbor, pravzaprav bili seznanjeni z nekimi novostmi, ki jih v času javne razprave in pa razprave na eni strani države oziroma vlade in na drugi strani nevladnimi organizacijami, tukaj so sodelovali pod Kmetijsko-gozdarske zbornice, sindikata Kmetov Slovenije in ostalih, da pa po tem obdobju je pa seveda potekalo usklajevanje v državnem zboru, pretežno v okviru koalicije. In tukaj smo jasno v bistvu zastopali stališče, da zakon ne sme poslabšati dohodkovnega položaja v kmetijstvu, da je potrebno določena plačila ukrepov kmetijske politike izločiti iz obdavčitve. Naša zahteva je bila, da se, tako kot je v bistvu tudi koalicijska pogodba, da se ukrepov kmetijske politike ne uračunava v dohodnino, zato ker tako imajo urejene tudi druge nam sosednje države. Kar se tiče tega pavšalnega pripisa zneskov neposrednih plačil, ki pač Ministrstvo za finance imenuje subvencije, takega pavšalnega pripisa ni nikjer, niti v Italiji, niti v Avstriji. Obe državi imata izgrajen sistem, kjer pravzaprav v sklopu katastrskega dohodka in ugotavljanja dohodka posameznega kmetijskega zemljišča uračunavajo tudi ta del, ker navsezadnje ukrepi kmetijske politike ne pomenijo nek ekstra dohodek, ampak neko izravnavo, ki pa je v našem primeru že zajet noter. Se pravi, naš katastrski dohodek je administrativno določena potencialna vrednost nekega kmetijskega zemljišča.